Moje ime je Nec Hecel in danes vam bom predstavil poklic fotografa, kaj sploh je fotografija, kako izgleda naše življenje in kaj sploh pomeni biti fotograf v današnjih digitalnih časih, ki se uporabljajo tudi še z nekaj analogne tehnike. Fotograf je oseba, ki ustvari fotografijo. Tu se mogoče mnogi nepoznavalci fotografije same ne bi z mano zelo strinjali, saj bi mnogi rekli, da v bistvu fotograf ni človek, ki ustvari fotografijo, ampak je to tista magnezijeva škatla. Fotograf pa si mora fotografijo tudi, preden jo naredi, zamisliti, ustvariti v glavi, dobiti neko idejo, zamisel in imeti mora tisto žilico ali pa tudi domače rečeno neko preprosto, imeti mora veliko domišljije, za ustvarjanje neke fotografije. Kaj je v bistvu tukaj največja razlika med fotografom in kvazifotografom, je to, da v vrhunsko in kvalitetno fotografijo mora biti vloženo zelo veliko truda, znanja, kot pa jaz sam pravim, prakse in še enkrat prakse. Za kvaliteto fotografije je pomembna tudi sama zgodovina fotografije, saj se od ljudi, ki so fotografijo delali pred nami, recimo kot je eden od zelo znanih fotografov Henri Cartier-Bresson, lahko zelo veliko naučimo. Zgodovina nas tudi uči, da je fotografija zelo povezana z samo likovno umetnostjo in samo umetnostno zgodovino. Saj pri pogledu na sliko in fotografijo v drugi smeri vidimo totalno enake prvine. Imamo likovne prvine, imamo linije, točke, imamo zlati rez ali po domače pravilo tretjin. Enako je pri fotografijah, enako je pri slikah, enako je pri vsakem umetniškem prikazu nekega dela. Zakaj je danes temu tako, da so lahko vsi fotografi? Niso krivi tako fotografi in sama cenovna ugodnost te opreme, vendar so krivi tukaj največ, po mojem mnenju, naročniki sami. Nihče več ne ve, kaj je tista prava kvaliteta fotografije. Vsi mislijo, da bodo dobili vse za nič ali za zelo malo denarja in tudi pričakujejo veliko in zelo malo kvalitetno. Ker če gledamo v konceptu, da želimo imeti kvalitetno, dobimo vedno manjše število fotografij, kot če želimo imeti nekaj kvantitetno in vedno dobimo neko slabšo kvaliteto, saj če bo en delal recimo 300-400 fotografij, bo razlika med temi fotografijami zelo različna, kot če bi to delali 3-4 ljudje. Problem je tudi tukaj, da so v zadnjih nekaj letih, recimo 5-6 let, totalno uničili trg. Danes je fotograf biti v bistvu zelo težko. Mene je zadeva prisilila do te meje, da se poleg samo fotografijo ukvarjam tudi z predavanji, z osnovami fotografije in z naprednimi kreativnimi tehnikami, kar pomeni, da vsake toliko časa organiziramo neko predavanje, kjer pridajo različni, recimo temu laiki, na predavanja, na poučevanja, kaj je v bistvu sploh fotoaparat, kako se fotoaparat uporablja. Saj opažamo, da danes vsak lahko kupi nek fotoaparat, ki stane 1000 evrov, v bistvu ne zna pa uporabiti niti 2 gumba, ki na tej škatli gor stojita. Urnik fotografa je zelo natrpan. Recimo, primer, če dam, samo v lanskem letu sem v studiu preživel po moje več kot 2-3 mesece. Na koncu sem imel že občutek, da bom prinesel vanga spalno vrečo in se sploh ne bom vračal domov, ker je bilo dela ogromno. Kot drugo, delovnik ni nikoli določen. Nikoli ne bomo rekli, da bomo delali od 8 ure zjutraj do 16. popoldne, ampak je naš urnik lahko ob 9. zjutraj, 5. zjutraj, 2. zjutraj, pač, ko nas naročnik rabi, takrat pridemo, naredimo tisto, kar naročnik od nas zahteva, seveda za neko ceno, ki jo tudi naročnik nam ponuja. Kot drugo pa probavamo še preživeti z drugimi stvarmi. Kot sem že prej rekel, predavamo na različnih predavanjih, osnovah fotografij, v napredni fotografiji. Recimo jaz se ukvarjam tudi s promocijo samih fotoaparatov, kar pomeni, da mi požre večino vikendov po dnevi, po noči se gre pa delat.
V vsem tem času, ki ga delamo, pa se ukvarjamo s fotografijo, pa probam živeti še neko tisto svoje življenje, ki ga naj bi imel in ne vem, zelo težko je, no. Če bom rekel tako, za nekega res fotografa bi mogel imeti dan 48 ur, pa še takrat bi vsi rekli, da ga jih ima po moje vsaj še 32 premalo. Življenje in poklic samega fotografa, kar je meni najbolj pomembno, nikoli ni monotono. Vedno se dogaja nekaj novega, vsakič se naučimo nekaj novega. Jaz pravim tudi, da se skozi celotno življenje nekaj učimo v nekem poklicu, kar pa tudi tukaj pomeni, da se čez celotno življenje oblikuje neko delo, ki ga končaš šele svojo smrtjo. Fotograf recimo se zelo zgodaj nauči, da za dobro fotografijo mora kdaj pasti v blato, razbije kakšen objektiv, ki stane nad 1000 evrov, takrat malo zaboli pri srcu, ampak ker nimamo drugega, gremo v trgovino in kupimo novega. Ugotovi, da to ni ravno, če bi temu rekel, pocen hobi. In seveda za kvaliteto se mora tista oseba, ki se ukvarja s fotografijo, zelo, zelo, zelo potruditi in pokazati izjemno veliko znanja. Fotografijo samo vidim danes v zelo nizki in temni luči, no. Problem je v tem, da je na slovenskem tržišču oziroma na samem svetovnem tržišču vsakdo, ki kupi fotoaparat, že zmožen fotografirati, kljub temu, da nima niti smisla, niti talenta, niti tiste umetniške žilice, ki bi morala biti obvezna za nekega človeka, ki stoji za fotoaparatom samim. Problem je pa tudi v tem, zakaj je trg recimo v samem svetu tako močno padel, sama konkurenčnost fotografov. Če bi znali vsi fotografi stopiti skupaj ali pa da bi določili neko enotno ceno, recimo za take in take zadeve je cena taka in taka, za drugačne je zopet taka in taka, bi to delovalo, laufalo, naročnik bi rekel, želim to, plačal bi tako ceno, kakršna je navedena v ceniku. Ne bi bilo pa tega, kot recimo danes, čist primer, tudi v Sloveniji je tega zelo ogromno. Veste, cena 600 evrov za 12 ur dela, plus da vi delate še 12 ur doma za računalnikom, da ste pripeljali modele, vso opremo, se nam zdi zelo previsoka, bomo mi klicali nekoga, ki to naredi za 40 evrov. Vaša odločitev, kaj si mislite o tem, ampak jaz povem, da je 40 evrov za nekoga, ki vloži 24 ur življenja samo v to, da bo naredil tisti projekt in še prej en teden, da naredi točen plan, pove modele, najde modele, se zmeni z naročnikom. Skratka, to ni samo dan na šutingu, vendar je to 2 tedna predpriprav ali pa teden predpriprav samo za delo v enem takem studiu, kot ga imamo tu. Sam bom rekel tako, kako vidim pa svoj poklic. Jaz bom rekel, na svoj poklic sem zelo ponosen, no. Kot prvo pa, če lahko rečem, ego mi dviguje tudi ena stvar, ki je tukaj, in to je to, da sem prva generacija učencev oziroma študentov fotografije v Sloveniji na visoki šoli za storitve in mislim, da je večino bremena na naših plečih, ki ga bomo mogli držati in samo mi bomo po moje tisti, ki bomo lahko nekako trg rešili pred totalnim propadom, ne. Ker če se bo nadaljevalo to tako, kot se to nadaljuje danes, bo fotografija na koncu pristala v tako slabi luči in v tako nekvalitetnem položaju, da mislim, tako bom rekel, no, mislim, da si fotografija zasluži precej več spoštovanja, kakor ga pokažemo vsi tam z nas.